Vsekakor pa ne to, da bo se dalo na naslednjih mandatih ali pa na glavo obrniti stvari. Dejansko bo treba spremeniti marsikaj v Sloveniji, da bojo podjetja imela ugodno poslovno okolje. Ugodno poslovno okolje pa je to, da bo zaživel in bančni sistem, da bo zaživela in kooperacije, da bo sodelovanje med velikimi sistemi, da bomo imeli tako politiko in tako zakonodajo, ki bo privlačna za tuje investitorje, da bomo lahko tudi prej ponudili nekim tujim investitorjem boljše pogoje, da ne bomo se zbirokratizirali do konca in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Skratka, da bo lahko tudi pri nas v nekih 2 mesecih pridobiti kako dovoljenje za kako dobro investicijo in tako dalje. Odpiram razpravo in vas vse bavim, da se priključite k razpravi, ker ne gre ne za posvetovanje, ne za predavanje, ampak gre za enostavno razgovor, kjer bi poskušali skupaj ugotoviti, kaj lahko skupaj naredimo in da pokažemo, da smo tudi Ptujčani lahko složni in da ne glede na barve, na politično opredeljenost in tako dalje, skupnimi močmi potegnemo mogoče ta voz naprej, da postane naš Ptuj prepoznaven, ne samo turistično, kar je že bil, ampak tudi gospodarsko in da postane, kar mislim pa, da nam je vse cilj en pravi mesto, eno pravo mesto, ene regije, kjer bo lahko funkcioniralo kot en regijski center z vsem, kar je od šolstva, kulture in tako dalje. Izvolite, kdo želi besedo? Lahko me tudi popravite, dopolnite, če sem kaj seveda narobe rekel. Želi kdo besedo, kdo bo najbolj korežen. Predvsem bi jaz rad, da se vključite tisti, ki ste z tem neposredno prizadeti, ali gospodarstveniki in tako dalje. Tukaj so povabljeni tudi kolegi iz menedžer kluba, prav zaradi tega, da bi lahko čim več teh podatkov slišali iz prve roke in pa tudi idej in pa tudi seveda izkušenj, ker tudi v krizi eni dobro posluje, drugi pa slabše. In tudi v krizi imajo eni več idej, za ene je kriza izziv, za druge pa pač kot noj, glavo v pesek. Izvolite. Jaz mislim, da ni bilo tako tragično, da smo vsa povzel, s tem, kaj sem govoril. Prav je, da se spoznamo z podatki, taki kot so v resnici. Mi želimo, da bi Ptuj bil izjema, da bi bil dosti boljši, spodnjo Podravje in mislim, da moramo samo tako razmišljati, če hočemo kaj narediti. Zelo kaj ne bilo poslušati, še gospodarstvo, ampak novi župan mora razmišljati predvsem o tem, kako bo naredil 5 novih fabrik, postavil, kako se bo potrudil, da bodo čim prej lahko stale, pa ne več v kakih nakupnih centrih, ker teh imamo zadosti. Ker edina proizvodna, ki bomo lahko podali ven, ki prinesla denar noter, to je tisti kapital, s katerega lahko naprej razpolagamo. Kapital, delavci, ki bomo nekaj proizvajali. Dokler tega ne bo, lahko govorimo tudi vse druge stvari, samo dalje. Dalje pa motor vsega. To mislim, da smo 100% isto menimo. Seveda, če ne bomo ustvarili pogojev, da bomo privabili kapital in če ne bomo gospodarskega razvoja imeli, pol tudi nadgradnja ne more živeti, to je jasno. Kar se tiče tega kapitala, jaz mislim, da to je še bolj težka zadeva, ker tudi tam kaj dosti ne more. Mi imamo na področju Slovenije, na področju zakonodaje, imamo takšne pogoje, da danes, če imate tvojega partnerja, ki hoče vlagati, pa mene vpraša, mi lahko zagarantirate poslovanje za 5 let. Ne bo nič reči. Ne dolgo si ministra dolgo za delo, ne vem, kaj si bo zmislil. Zanimam. Tujcem je zelo težko notri peljati potem. Ti, ki so, hvala Bogu, da so. Novi pes razmišljajo. Potem se pa mi kot premalo se zavedamo, da mi se ne smemo orientirati samo na občine, na regijo, štajersko. Moramo biti bolj globalni. Če hočemo kaj prodajati, treba prodajati v Evropo, v svet. Tam pa trofimo na drugo konkurenco. Ne samo slovensko. Tam je pa globalna konkurenca.
Jaz mislim, da vsa podjetja, ki se hoče tu razvijati, nekaj novega ustvarjati, mislim, da bo vsak župan, vsake občine v Sloveniji zdaj mogo zelo dobro sodelovati z vlaganjem, pomagati temu razvoju, da bo se lahko ta zadeva prebijala naprej, oziroma sodelovati maksimalno za pridobivanje tudi tujih investitorjev, ki bodo pa pogojeni z vsemi tistimi zakonodajami, ki so. No, to je to, kar smo rekli, ustvariti zdravo poslovno okolje. To je ključna stvar. Torej, sigurno je dejstvo, da če hočemo na Ptuju dobiti, ne vem, 1000 ali 2000 delovnih mest, potem nujno rabimo svežo kri. Jaz sem 10 let predsednik menedžer kluba, pa situacijo med podjetji poznam in ni pričakovati, da bi se katero podjetje, vsaj jaz ne vem, da bi se razvilo v kratkem času toliko, da bi zaposlilo 100 novih ljudi oziroma zaposlenih, kamoli 2000, se pravi, to ne gre. Tako kot si rekel, nujno bi bilo pripeljati svežo kri, da bi se pravi nekoga, ki bo tu postavil tovarne, ampak zato moramo dati zelo, zelo ugodne pogoje. Če vemo, da je cena zemljišča recimo v industrijski coni v Celovcu 12 evrov, pri nas pa je zadnje veliko zemljišče bilo prodano za 70 evrov. To je tovarna tisto. Zelo težko bomo dobili na ta način nekega tujega investitorja. Če vzamemo recimo Makedonijo, ki sicer je daleč od nas, v Makedoniji so naredili industrijsko cono, kjer za 1 evro dajo v najem za 99 let, se pravi zemljo, brez carinske cone. In to so tiste ugodne pogoje. Zdaj, ugodne pogoje na Ptuju bomo zelo težko zagotovili, ker je stvar precej zavožena, ali pa zelo zavožena. Vsi vemo, da je v industrijski coni prvič ni bilo nobene vizije industrijske cone narejene. Se pravi, vsi smo bili radi, da je nekdo prišel sploh sem, to so bili glavnem trgovci, ker se pač trgovci lahko privoščijo to ceno zemljišča. Trgovci so plačevali ceno zemljišča 140 evrov kvadratni meter, ker tam se pač zadeve malo drugače sučejo kot pa recimo v industriji. Industrija ne verjame, da se danes lahko privošči ceno zemljišča dosti nad 20 evrov kvadratni meter. Ampak to ceno zemljišča bomo pa na Ptuju izredno težko zagotovili v nekem kratkem času. Nekaj je res sicer, da je to državna politika kriva, zato ker pač občine kot lokalna skupnost nima predkupne pravice pred vsemi ostalimi, se pravi kmetom, sosedom kmetom in tako naprej. Ampak kljub temu, nekaterim občinam Slovenije pa je to uspelo. Če pogledamo Gornjo Radgovno, tam so naredili industrijsko cono, ki je bila v trenutku razprodana. Zakaj je bila razprodana? Da so tujci prišli, zato ker je bila cena kvadratnega metra 8 evrov. Se pravi, vse da. Industrijsko cono bi pač morali takrat oblikovati tako, ali industrijsko obrtno cono, ki je danes trgovinska cona, trgovska cona. Sicer jaz osebno proti temu nimam nič, ker pač živimo od trgovine, ampak kljub temu. Če bi naredili cone, v tej coni so pač trgovine, v tej coni so obrti, tam je industrija, potem bi se rešili tudi špekulativnih nakupov. Vemo, so tu špekulativni nakupi bili in da zdaj večina teh zemljišč v lasti bank in banke so pa zdaj tudi pod drobnogledom in tudi bankirji, tisti, ki zdaj upravljajo s temi zemljišči, ne upajo zelo hitro spustiti cene zemljišč, ker ne smejo, ker se bojijo, se pravi, sodni postopek, tako da smo v eni izredni pad pozicije. Na Ptuju je na voljo 125 hektarov zazidalnih površin. 125 hektarov. Ampak skoraj večina teh je, se pravi, v lasti bank, ki pa zdaj seveda čakajo, ne vem na koga, ne vem, te cene se bodo izredno počasi zniževale tako, da bomo izredno težko tudi ponudili te ugodne pogoje za tiste, ki bi prišli sem. Seveda pa lahko tudi na kakšen drugačen način pomagamo obrtnikom in podjetnikom. Ena takšna stvar je sprejetje občinskega poslovnega načrta, prostorskega načrta. Zdaj ne vem, če veste, da Ptuj še sploh ni sprejel OPN-a, še ga nima. Medtem ko so druge občine, kar je Ljubljana, že nekaj kar spremenila ta občinski prostorski načrt, ki ga še Ptuj sploh ni sprejel. In kaj bi to pomenilo za naše obrtnike, ni potrebno razlagati. Zato, ker skoraj 1000 pobud je privatnih za spremembo, se pravi, kmetijskega zemljišča v zazidalno. In če bi to uspelo, potem bi imeli vsi gradbeniki, potem tisti, ki se ukvarjajo z zaključnimi deli gradbeništvom, naenkrat ogromno dela.
in bi vsaj ti mali preživeli. Ne. Zato je ta sprejetje občinskega prostorskega načrta sigurno prioriteta številka 1. Ampak zakaj ne pride do tega sprejetja? Ne? Zato, ker je potrebno 48 ali zdaj že več kot 50 soglasij. Število soglasij soglasodajalcev je preveliko. In če se sedaj v vseh pobudah pojavi ena pobuda takšna, ki je sporna, kjer neki soglasodajalec, ne vem, naj bojo to ptičarji ali ne vem kdo, ne da se pravi soglasja, potem sprejetje takšnega prostorskega načrta stoji. Kako bi to lahko rešili? Te sporne pobude bi enostavno trebalo izločiti iz sprejemanja, ne? In potem tiste nesporne sprejeti takoj, tiste sporne pa pač iti v drugi fazi. To bi se dalo tudi rešiti na občinskem nivoju. In potem ena velika rakrana tega našega področja je pa tudi komunalni prispevek, za katerega vsi vemo, da je eden višjih, oziroma daleč največji tu okolje in zaradi tega grejo firme iz občine in tudi se pravi fizične osebe, prebivalci se selijo iz občine, ker preprosto tega ne more plačati. Za primerjavo, če vzamemo eno parcelo enako gor, ne vem, v Mestnem Vrhu, na eni strani ceste je Ptuj, na drugi strani ceste je Destrnik, ne, je razlika takšna, da na eni strani stane 15 000 evrov komunalni prispevek za parcelo, mislim, da 10 arov, ne, na drugi strani za isto veliko parcelo 1500 evrov. Kaj se to pomeni, ne? Da Ptujčan šel sigurno na ono stran in to ima posledice v občinske proračune, zato ker dohodnina ne bo šla več v občinski proračun Ptuja, ampak bo šla v občinski proračun Destrnika. Tako da znižanje komunalnega prispevka je sigurno en takšen ukrep, ki ga občina lahko naredi. Seveda bo to takoj pomenilo znižanje tudi, se pravi, income v proračun, ampak po drugi strani pa bomo to dolgoročno dobili s tem, da bomo seveda dohodnino imeli pa kar nekaj let. In tu ne gre, če se nekdo preseli v drugo občino, gre samo za enega človeka, gre za družino in najverjetneje, da bo tudi otroci potem ostali na drugi strani ceste. Ne. To je ena stvar, ki se da rešiti tudi na lokalnem nivoju.